Lepa. Jan Ivanošov predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. Lep pozdrav, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim v dvorani. Novi rekvizit. Urejanje trga dela je vedno bolj pereča tema, kjer ni na koncu nihče zadovoljen. Vsak Slovenec bi si za svoje opravljeno delo želel dobiti čim večjo plačo na terenu. Na računu, seveda. Vendar v praksi vedno ni tako. Prvotna dolžnost dijakov in študentov je, da se učijo, študirajo in končajo izpite v rednem roku. Zato so na voljo državne štipendije za tiste z nižjim ekonomsko-socialnim statusom, kadrovske in seveda Zoisove štipendije. Večina študentov in dijakov se želi osamosvojiti, biti samostojni, zato si ob rednem študiju poiščejo kakšno delo, da še zaslužijo malce zraven. Tisti, ki študirajo izredno, imajo tudi visoke stroške samim študijem, če ne delajo redno, zato jim dodaten denar pride več kot prav. Urne postavke so določene, kakor so, gredo pa počasi z leti navzgor, odvisno od narave dela. Kar se tiče upokojencev, je pa stvar sledeča. Tisti, ki so fizično delali preko 40 let in so fizično zgarani, komaj čakajo, da se upokojijo. So pa tudi taki, ki opravljajo bistveno lažja dela, tudi pisarniška dela, kjer zahteva se tudi umsko zelo zahtevno delo. Ljudje imajo pač različne načrte, ko se upokojijo. Nekateri se ukvarjajo z vinogradom, vrtom, njivo, nekateri še kaj dodatno delajo, da si prislužijo kakšen evro več, glede na to, da imajo običajno mizerne nizke pokojnine. Konec koncev je važno, da se te anomalije nekako odpravijo oziroma omilijo. Slednje bo vplivalo na zadovoljstvo naših dijakov, študentov in upokojencev. V Slovenski nacionalni stranki smo naklonjeni temu, da se s predlogom zakona zasleduje cilj zagotavljanja dostojnega plačila za opravljeno delo. Podpiramo dejstvo, da se bo izboljšal predvsem socialni položaj naših upokojenk in upokojencev, ki se poslužujejo inštituta začasnega ali občasnega dela. Zakon prav tako sledi načelu pravičnosti in enake obravnave ter ustavnemu načelu enakosti pred zakonom. Hvala lepa.